Na posvetu v okviru 26. mednarodne konference o materialih in tehnologijah, ki so ga 4. oktobra 2018 pripravili v strateškem razvojno-inovacijskem partnerstvu Materiali kot končni produkti, so se srečali predstavniki gospodarstva, institucij znanja in države. Udeleženci posveta z naslovom Razvoj kompetenc za prihodnje izzive so se strinjali, da je strategija pametne specializacije ključnega pomena za prehod Slovenije v visoko produktivno gospodarstvo, zato pa je pomembno ne le kratkoročno, ampak predvsem dolgoročno sistematično načrtovanje potreb po znanjih in kompetencah prihodnosti. Te potrebe pa je potrebno upoštevati tako znotraj izobraževalnega sistema, kot tudi pri neformalnem izobraževanju zaposlenih. Pametna specializacija je tisto, kar pelje Slovenijo naprej, opredeljuje nam, katere so niše, ki so za nas perspektivne, podpira jih z celovito in prilagojeno razvojno politiko, svežnjem ukrepov. Bistvena stvar, podprta je z institucijami, to je tisto, kar smo v zadnjih 3 letih vzpostavili. In četrta stvar, pametna specializacija predstavlja odskočno desko za močnejšo mednarodno povezovanje, integracijo, ne samo v smislu tistega, kar se praviloma potem razume, v smislu trženja, pač pa v smislu tudi razvojnega sodelovanja. To, kar nas čaka vnaprej, pa je seveda, da to, kar delamo mi, delajo vsi. Zaradi tega ni samo dovolj, da delamo prave stvari, delati jih moramo tudi zelo ambiciozno, še bolj ambiciozno bi rekel, predvsem pa hitreje. Tako na strani države in popolnoma enako bi si upal trditi, prepočasi se preoblikujemo tudi na strani gospodarstva. To mislim, da je skupen izziv, ki čaka tako gospodarstvenike, institucije znanja in tudi državo, torej vlado. SRIP Matpro se je na lanskoletnem posvetu v Portorožu obvezal, da bo za svoja fokusna področja v okviru pametne specializacije Slovenije na podlagi potreb gospodarstva pilotno izvedel dolgoročno napoved potreb po kadrih, zato je bil osrednji del posveta namenjen predstavitvi doseženih rezultatov in ustvarjenih povezav na področju skupnega razvoja kadrov in kompetenc. Velik projekt in ta razvojni projekt je za nas dolgoročno napovedovanje potreb po kadrih, to je karierna platforma. Menimo, da je to napovedovanje dolgoročnih potreb pravzaprav osnova vsega in karierno orientacije mladine in karierno orientacije odraslih in razvijanja karier, pridobivanja novih veščin, tako za zaposlene kot za tiste, ki se še izobražujejo. Začeli smo tako, da smo v bistvu naredili nabor kompetenc, potem smo pa vzpostavili neko sodelovanje in s podjetji in strokovnjaki iz inštitucij znanja oblikovali, rezali, dodajali te kompetence in je nastal model. Zdaj pa ga moramo samo še oblikovati, tako da bo v poročilu tudi za vsa podjetja in pisati pobude. Prav gospodarstvo lahko ogromno pričakuje iz te karierne platforme, ker jim bo omogočala identificirati, kje so primanjkljaji oziroma deficiti, ki jih oni že trenutno imajo. Velikokrat se pojavlja, da podjetja niti ne vejo, katera znanja bi potrebovala v prihodnosti. Karierna platforma da zagotovo zelo hitro kot sistem in osnova napovedovanja in pa vpeljevanja novih kompetenc, ki jih potrebujemo pri nas v proces. Definitivno to, kar smo danes slišali, je bilo izredno zanimivo. Jaz mislim, da stvari grejo v pravo pot. Nujno pa rabimo inštitucije znanja, da tukaj pridejo tudi korak bližji, ker tako, kot sem rekel na predstavitvi, v bistvu kompoziti ostajajo čisto nepokrito področje v našem izobraževalnem sistemu in brez tega ne bo šlo. SRIP Matpro je tisti, ki običajno nekako zaorje ledino. In krasno je, ko lahko vidimo, kako se dopolnjuje in sodeluje z ostalimi SRIP-i, kar pomeni, da se izjemno lahko učimo drug od drugega. Predvsem pa je bilo kar nekaj nalitega čistega vina, v smislu tudi strani države, da delamo kot Slovenija prave stvari za vzpostavitvijo SRIP-ov, ampak da jih delamo prepočasi. In da je prav, da tako v industriji, v gospodarstvu pospešimo naš tempo in na drugi strani, da nam s tem tempom sledi tudi država. Pred strateškim razvojno-inovacijskim partnerstvom Materiali kot končni produkti pa so že novi izzivi, zato že načrtujejo vrsto aktivnosti tako pri razvoju karierne platforme, kot tudi za doseganje ostalih ključnih ciljev tega SRIP-a.
Na današnjem posvetu smo predstavili nabor kompetenc specifičnih in splošnih, ki jih je potrebno sedaj oblikovati v programe za izobraževanje direktno za naša podjetja. Prav tako bomo iz teh kompetenc podali pobude na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in šport, kjer bomo kurikule, ki so že danes v obtoku, dopolnili z bodočimi kompetencami. Tukaj predvsem mislimo na obstoječe programe srednje metalurške šole v Ravnah in v Slovenski Bistrici, dopolnitev vsebin programa srednje šole na Jesenicah. Prav tako bomo podprli program Metalurg na Ptuju in pa podprli program vajeništva, za katerega si prizadevajo v Ivančni Gorici, da se na novo vzpostavi. Čaka nas tudi velik zalogaj mapiranja vseh znanj na področju multikomponent. Tukaj je treba pričeti od začetka, zato da bomo pridobili vse vsebine, ki so že danes v različnih institucijah, fakultete za naravoslovno-tehnične fakultete, FTP-ja Slovenije, Gradec in drugje, da na podlagi vsebin lahko prav tako pripravimo vsebine za direktno šolanje podjetij in tudi po celi vertikali pobude za Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.